kaj pravzaprav zdaj v teh zadnjih dneh pred referendumom še kaže počrtati, da bojo ljudje sprevideli pravzaprav, v čem je poanta? No, ključno je, da se ljudje zavedajo, da gre za dvojno glasovanje. Ne? Prvič gre za obrambo dostojanstva vseh, ki so že v pokoju in vseh, ki bodo v pokoju, ker če mora 99,9% delati, ne, plačevati prispevke za to, da dobi neko pokojnino, ne, potem je izjemno nepošteno, da nekdo za neko enkratno umetniško ali pa kvazi umetniško stvaritev potem dobi 1000 ali pa 2000 evrov dodatka k pokojnini, kar pomeni, da bo recimo poprečen čas prejemanja pokojnine je tam recimo 20 let. To je več kot polovica Nobelove nagrade, ne, za eno sliko. Ne. Lejte, tega ni nikjer na svetu. Ne. Ljudje se morajo zavedati, da nobena druga članica Evropske unije, nobena druga država, nobena druga demokratična država na svetu nima takšnega zakona z takšnimi beneficijami. Ne. Tukaj je slovenska vlada poskrbela za velikanski unikum. In glasovanje proti na referendumu ni glasovanje proti kulturi. Ne? To je glasovanje za obrambo slovenske kulture. Glejte, vi imate po Sloveniji na tisoče kulturnih društev, gledaliških skupin, pevskih zborov. So entuzijasti, ki te skupine vodijo desetletja. Ne? Dobijo mogoče kako občinsko nagrado ali pa priznanje. Ne dobijo 30 000 evrov, ko dobijo za nagrado že Prešernovi nagrajenci. Nekateri to zaslužijo, ne imajo, noben problem, sem, da se poleg tega da še $500 000 potem preko neke beneficirane pokojnine. Gledajte, to je norčevanje iz zdrave pameti.